Lepo pozdravljeni v oddaji 7, ki jo predvajamo na Dan državnosti. Zanimanje svetovne javnosti je te dni usmerjeno v Brazilijo, kjer se odvija svetovno prvenstvo v nogometu. Spremljajo ga številni protesti, zgodil pa se je tudi en uboj. Mladi gluhoslepi Brazilec Carlos nogometne tekme spremlja s pomočjo prijateljev. Michaela Schumacherja so prepeljali v rehabilitacijsko kliniko. Konec junija bo iz Zagreba začel leteti nizkocenovni letalski prevoznik Dalmatian Airlines. Spoznali boste Nemko Ireno Zendler, superživilo Ashwagandho in poglejte si tudi novo fotko tedna ter rubriko Ali ste vedeli. Za konec smo pripravili še nagradno vprašanje. Ostanite z nami. Danes praznujemo Dan državnosti. Ta dan v Sloveniji obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Do osamosvojitve Slovenije je privedla vrsta dogodkov. Proces osamosvajanja in demokratizacije pa je sprožil dogodek, ko je slovenska delegacija januarja 1990 protestno zapustila 14. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. Aprila 1990 so bile v Sloveniji prve demokratične volitve, na katerih je največ glasov dobila takratna koalicija Demokratične opozicije Slovenije oziroma Demos. Predsednik predsedstva Republike Slovenije je postal Milan Kučan, predsednik Skupščine Republike Slovenije dr. France Bučar, predsednik slovenske vlade pa Lojze Peterle. Slovenska skupščina je julija 1990 sprejela deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije, ki je določala enoletni rok za sprejetje ustave in postopke ugotavljanja, kateri zvezni zakoni v Sloveniji ne veljajo več. Slovenci smo se na plebiscitu 23. decembra 1990 odločili za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. 25. junija 1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, deklaracijo o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi je Slovenija prevzela prejšnje pristojnosti federacije na svojem ozemlju. Dan po osamosvojitvi se je v Sloveniji začela 10-dnevna vojna, ki so jo proti nam vodili iz Beograda, da bi preprečili našo osamosvojitev in odcepitev Jugoslavije. 7. julija se je s podpisom Brionske deklaracije vojna za Slovenijo končala. Zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade je našo državo zapustil oktobra 1991. Litva je prva priznala našo neodvisnost 30. julija 1991. Evropska unija je državo Slovenijo priznala sredi januarja 1992. Maja 1992 pa smo postali članica Organizacije združenih narodov. Po osamosvojitvi smo dobili parlamentarni sistem, ki je eden od temeljev demokratičnih držav. Prvi predsednik vlade v samostojni Sloveniji je bil Janez Drnovšek, predsednik republike pa Milan Kučan. V nekaj brazilskih mestih je proti vladi in svetovnemu prvenstvu v nogometu potekalo več protestov.
Policija se je nad protestnike spravila s solzivcem in gumijastimi naboji. Nekateri protestniki pa pravijo, da je policija na njih streljala tudi s pravimi naboji. Brazilci ne skrivajo nezadovoljstva nad zapravljivostjo njihove vlade. Številni so namreč prepričani, da bi porabljene milijarde, namesto za stadione in preostalo nogometno infrastrukturo, bolj smiselno porabili za izgradnjo šol in bolnišnic, ki jih južnoameriška država še kako potrebuje. Brazilija je namreč za organizacijo svetovnega prvenstva porabila 10 milijard evrov, hkrati pa veliko število ljudi v tej državi živi na pragu revščine. Minuli četrtek je veselje Kolumbijcev ob zmagi njihove reprezentance zasenčila tragična smrt 14-letne Kolumbijke. Skupina motoristov je med proslavljanjem zmage streljala v zrak, eden od strelov pa se je odbil in zadel najstnico v glavo. Ta je umrla na licu mesta. Mladi Brazilec Carlos je gluhoslep in je pravi nogometni navdušenec. Ker se je svetovnega prvenstva v Braziliji zelo veselil, sta se njegova prijatelja odločila, da mu bosta omogočila čim bolj resničen ogled tekme med Brazilijo in Hrvaško. Kot je razvidno na posnetku, sta mu prijatelja prevedla vsako podrobnost, ki se je zgodila med tekmo. Pomagala sta si s posebej sestavljeno zelenico, po kateri sta vodila Carlosovi roki in mu na hrbet s prsti pisala številke nogometašev in ostale podatke. Michaela Schumacherja, ki si je konec lanskega leta pri smučanju huje poškodoval glavo, so zdravniki zbudili iz umetne kome. Prepeljali so ga na rehabilitacijsko kliniko. Strokovnjaki pravijo, da bo velik uspeh, če bo Schumacher v pol leta lahko že sam upravljal svoj invalidski voziček. Obstaja pa velika verjetnost, da bo od pomoči drugih odvisen do konca svojega življenja. Pred Schumijem je dolgo obdobje privajanja. Njegova družina, prijatelji in oboževalci so kljub vsemu veseli, saj bi lahko bilo še veliko huje. Junija letos bodo poletela letala prvega hrvaškega nizkocenovnega letalskega prevoznika Dalmatian Airlines, ki bo Zagreb povezal z 12 evropskimi mesti. Letala bodo iz Zagreba letela v Düsseldorf, Ženevo, Hamburg, Larnako, Milano, Prago, Rim, Sofijo, Stuttgart, Varšavo, Cirih in Dunaj. Po napovedih predstavnikov letalske družbe bodo enosmerne letalske vozovnice na voljo že od 29,99 evra naprej. Več informacij o nizkocenovnih letih družbe Dalmatian Airlines lahko najdete na njihovi spletni strani www.flydalmatian.com, kjer lahko tudi kupite letalske vozovnice. V rubriki Znani ljudje vam predstavljamo Nemko Ireno Zendler. V drugi svetovni vojni je dobila zaposlitev v varšavskem getu kot vodovodarka. Zendlerjeva je pred krutostjo nacističnega režima reševala judovske otroke. Iz geta jih je tihotapila tako, da jih je skrivala na dnu torbe za orodje, večje otroke pa je skrila v košaro na zadnjem delu majhnega kamiona. Irena je na tak način pretihotapila 2500 otrok. Nacisti so s časoma razkrili njeno početje in jo hudo vretepli.
Otroci, ki jih je rešila, so bili razdeljeni po domovih ali pa so bili posvojeni. Zendlerjevo so predlagali za Nobelovo nagrajenko za mir, a je ni dobila. Leta 2008 je umrla, stara 99 let. Začetki športnega kegljanja segajo v drugo polovico 18. stoletja. Takrat so v Nemčiji začeli poenotenje pravil igre. Približno 100 let kasneje, leta 1885, sta bili ustanovljeni prvi kegljaški zvezi v nemškem Dresdnu in v New Yorku v Ameriki. V Ljubljani so prvi kegljaški klub ustanovili leta 1880, imenoval pa se je Enotnost. Leta 1953 so v Beogradu priredili prvo svetovno prvenstvo, ki od takrat poteka vsako drugo leto. Vmes potekajo evropska prvenstva. Prvo evropsko prvenstvo je bilo leta 1949 na Dunaju. Kegljanje je priljubljeno tudi med gluhimi, ki so pri tem dejavni še iz časov bivše skupne države Jugoslavije. Do leta 1991 je vsako leto potekalo državno prvenstvo oziroma turnir, na katerem so sodelovale vse takratne republiške zveze. Mednarodna kegljaška zveza si že več let prizadeva, da bi kegljanje uvrstili tudi med olimpijske discipline. Ta teden sicer poteka prvo evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju v dvorani Golovec v Celju. Spremljali pa ga bomo tudi na spletni TV. Pregled dnevnega dogajanja si lahko pogledate od 23. do 28. junija ob 18. uri. V rubriki Superživila vam predstavljamo ašvagando. To je grm s plodovi rdeče barve in spada v skupino razhudnikovk. Najbolj pogost je na severovzhodnem delu Indije. Ašvaganda ali indijski ginseng oziroma zimska češnja ima široko področje delovanja, saj med drugim tudi upočasnjuje staranje organizma. Primerna predvsem zvečer, saj pomiri telo, odpravi negativen stres, uravnava žleze z notranjim izločanjem, hormonsko uravnava. Najboljše se pripravi, da jo prelijete ali s čajem in vodo, dodate žličko medu. Ašvaganda poveča apetit in izboljšuje prebavo, dobro vpliva na delovanje srca, na dihalne organe, povečuje odpornost organizma na stres in utrujenost. Deluje tudi kot afrodiziak in izboljša kvaliteto semenske tekočine, povečuje plodnost ter zmanjšuje vnetja. Ni primerna za nosečnice in doječe matere, uživanje prav tako odsvetujejo tistim, ki uporabljajo zdravila za ščitnico. Ašvagando lahko dobite v prahu, cena pa je od 8 evrov dalje. V rubriki Fotka tedna objavljamo fotografijo naše gledalke Marjane Rejec. Fotografijo je poimenovala Gorski reševalci z otiralom in krpo v kristalni palači. Marjani Rejec v zahvalo podarjamo knjigo Kafka, večni zaročenec, ki jo podarja založba Beletrina. Še naprej vas vabimo, da nam pošiljate fotografije, ki jih želite deliti tudi z ostalimi gledalci. Fotografije pošljite na naš elektronski naslov valerija.skov@gmail.com s pripisom Fotka tedna. Objavili jih bomo v vsaki oddaji in izbrano tudi nagradili.
Za konec pa še nagradno vprašanje v zvezi s kegljanjem. Koliko tehta kegljaška krogla? Vaš odgovor pošljite na elektronski naslov valerija.skov@gmail.com. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo enega izžrebali in mu podarili knjigo Izgnan od tod in drugod, ki jo podarja založba Beletrina. Oddaja je pri koncu, z vami bomo ponovno prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav.